Zdaj, v osnovi je bila ideja tega seminarja, za katerega sem čisto sicer, da smo čisto lahko govorimo res tega, možda da tako malo za razpolga predavam. Ideja je bila v osnovi ta, da ljudje povejo, s čim se trenutno ukvarjajo, pogodnik vmesnih letila pa javnih preskus na to vzdelane, ampak že dovolj zanimive pa že dovolj legitimno zgrajene teze. In prenos tega predavanja je z tega vidika zanimiv, ker način, kako je v literaturi ali v avtorju razmišljal več, je načeloma mi je bližji. Mislim si bolj paše temu, kako sem omenil najpogosteje, kako mi najbolj paše razmišljati, sploh v teh produktivnih fantih tezah, ki jih vam na takih seminarjih predstavljaš. Način, kako pa govorim v naslednjih par 10 minutah, je pa bolj posledica nekega razreševanja nekih konceptualnih zadreg enega predalčka literarne rede, ker sem se znašel in ki mi v bistvu tudi na nek drug poseben način paše. Da mi odpričam preveč. Tezica, ki jo bom predstavil, bi lahko rekel, da se je razvila iz dveh raziskovalnih spodbud. Ko sem se lotil načrtal, da bi napisal doktorat, mi je najprej ta mini študijski program toliko zapišel, da se poglobim v slovensko literarno zgodovino in se malo pretipam čez njene konceptualne konture. Potem pa zaradi specifik disertacije oziroma pač naslova sem se mogel poglobiti tudi v zgodovino avtorstva, kar večinoma vključuje neke študije o vzpostavitvi modernega avtorskega koncepta, razvoj založniške dejavnosti, nek book history, pač gre za literarno verzijo avtorstva. In naj najprej predstavim to tezo / poantico, ki jo želim izšteviliti danes. Potem po dveh delih predstavim te izvore te poantice. Mimogrede, bom na začetku ponovil ta abstract, ki je bil vpisal v Facebook dogodka, ampak sem pripričan, da ga nihče ni prebral, tako da je popolnoma fair. In ja, slovenska literarna zgodovina je polna implicitnih predpostavk o umetniškosti avtorjev druge polovice 19. stoletja. Tako za osnovno orientacijo, če niste poklicni zaradi kar obsedeni s tem, je načelo med Prešernom in Cankarjem. Ko Prešeren ful pripravimo v 1849, se pravi po teh velikih revolucijah, Cankar pa še bolj pripravimo v 1918, se pravi, da se zaključi dolgo 19. stoletja. Vmes je pa neka množica manj izrazitih slovenskih literatov, Aran Jurčič, Tavčar, Gregorčič, Trdina, Goveka, Zovka, Cvedra. In tistih, ki jim je uspelo prilesti v kanon, ljudje se jih večino spomnijo iz šolskih bered. V literarno-zgodovinskih razpravah, celo pri njih, lahko pogosto zaznamo neko nelagodje pri obravnavi literarnega življenja v tem obdobju. Jaz smo kaj rečem tradicija sramu, da se bolj več sliši v disertaciji, ampak to, kar pa je za ta del abstrakta, če malo napihnemo, dojemamo to obdobje, kot da so neke živahne ustvarjalne sile, ki bi potencialno lahko vodile k avtonomni, nenormirani literarni umetnosti. Te sile ne bi se pod jarmom nacionalizma utopile v neko domačijsko, provincialno, predmoderno zateženost. In v bistvu predavanje oziroma ta poantica, teza, je rezultat poskusa reevaluacije odnosa med tema dvema ekstremama. Sprav, med razumevanjem literature bodisi kot rezultatnih utilitarnih motivacij, nacionalizma, ali pa nekih pure ustvarjalnih, estetsko čistih zamahov. To bi rad storil, zato ker se mi zdi, da dojemanje literature in literarnosti kot take, ki ga izpovedujejo slovenski pisatelji in pisateljice v tem obdobju, da je to dojemanje veliko bolj kompleksno. Pač nikoli ne dojemajo bodisi kot neka utilitarnost, mi smo za narod, ali pa bodisi kot jaz sem moj pogenjan. Kar ima pa velike posledice v bistvu za grajenje nekega zgodovinskega narativa o autonomizaciji literarne sfere. Pač v tej grand temi zgodovine avtorstva, kjer pač ugotavlja, kdaj se neka umetnostna sfera autonomizira. Mimogrede, njihova razpredanja o tem, kaj mislijo
da je literarno in kako sebe, da ima kot avtor na zadnje, vlečen iz korespondenc, s katerim se primarno ukvarjam. Sprav s tem nekim gostim prepletom korespondenčne komunikacije med raznimi literati, ki so vsi presenetljivo povezani. Recimo Nik Jurčič, pa ne samo, da je povezan z urednikom, je vedno povezan tudi skoraj z vsemi sodobniki, ima da konfliktno. V glavnem, naslavljam to, da je odnos med neko pure utilitarnostjo in pure estetskostjo, ko analiziramo literarni sistem druge polovice 19. stoletja, da je ta odnos tako izrazito konflikten v teh zgodovinskih narativih, je po mojem rezultat relativno škodljivih teleoloških predpostavk, pa nekih sekundarnih obremenjenosti, ki večinoma izhajajo iz metodoloških trendov v 20. stoletju, pač iz nekega postkritičanstva v 50-ih in tako. Kar ne bom ampak zapravi, jaz v disertaciji poskušam na novo oceniti odnos med tema dvema videnjima literarnosti, trdim, da je bil besednjak tako imenovanega modernega avtorstva, se pravi te neke neostaljive ustvarjalnosti in podobnih stvari, ki je načeloma in običajno je trigger za identifikacije točk, kjer literarni zgodovinarji potem izsledijo ključne momente v organizaciji literarne sfere. Jaz trdim, da so bili te elementi modernega avtorstva nekonfliktno in so zelo udobno umeščeni v nekaj, kar je na videz predmoderna utilitarna didaktična klima. Kot bi rekel moj Cimer, je, da te narodno predani literati lahko pulajo kart moderne avtorskosti. Rečem, nismo moderne avtorskosti. Dobro se to ne spremeni, recimo s Cankarjem, ki reče, ne, niste, jaz sem pač. Ampak pravim, da ta struktura idejna je že razvita do presenetljive točke in to je bilo spregledano s tem, da imaš neko nelagodje glede tega utilitarizma. Dokazujem to, da je bila ta navidez predmoderna, pa z utilitarizmom pa sama intelektualna klima v resnici neke vrste transportno vozilo za tisto, kar mislim, da so ključne točke modernega avtorstva. Ali povedano drugače, v kontekstu druge polovice 19. stoletja ima pri nas pravico do evokacije besednjaka modernega avtorstva, pač ta skupina narodno zavednih politično pogobnih ljudi. Nisem gledal dobro, ne vem, kako. Kar seveda pomeni, da je bila koncepcija literature v drugi polovici 19. stoletja definitivno bila drugačna kot recimo v 20. stoletja, ampak se mi zdi vredno preprašati idejo, da so te ideje o neustavljivi ustvarjalni energiji, individualnosti literarnega izraza, o genialnosti, vse te stvari, ki signalizirajo za organizacijo, če jih želimo, jih lahko najdemo bizarno in paradoksalno pomešane med ravno samo odpovedovanja, izpovedovanja narodne pripadnosti ali pa upredi literature v politične namene. Dobro, tem sem dovolj o tej moje tezici. Ne pa zdaj sem predstavljam, na podlagi česa to sklepam, ne bom se lotil posamičnih primerov, ker so zelo nadležno vpleteni v neko, recimo, ali je neka publicistična situacija v 80. letih 19. stoletja, ker 20 nekaj reče, ni intrigantno. Bom pa povedal na podlagi dveh člankov, recimo, tista raziskovalna spodbuda, ki je spodbojena, ki se je porodila z branjem slovenske literarne zgodovine. Ponovno rad izpostavljam dva članka, kjer se vidi, kako to tendencioznost slovenske literarne zgodovine, da je tako ostro ločila ta utilitarni pa estetski vid. In kar se meni tiče, malo podžanjala zgodovinsko kompleksnost. Prvi tak članek je od Borisa Paternuja z naslovom K tipologiji realizma v slovenski književnosti iz leta 1981. Drugi članek je pa v resnici serija člankov Janka Kosa, ki ima naslov Slovenske literarne konstante, to je iz leta 1974. To je pa načeloma služilo kot nadomestek teh slavnih sintezij pregled slovenskega slovstva iz tega leta. Pa ne omenim, da sem se napalil za ta teksta, predvsem zato, ker sta njena avtorja k temi pristopila, pa tudi nasploh pristopala ful samozavestno, ambiciozno, velikopotezno in kar je itak večkrat moja poanta in zakaj mi je načeloma tak seminar ponovno všeč, veliko lažje naslavljati
temeljno vprašanje neke vede o zelo pogumnih tezah, tudi po nekih boječih popravkih, boječih znanstvenikov, ki pač ponudijo ta delo. Naj še enkrat pomenim, ta teksta, ki bom predstavil na hitro, sta samo neki prijetno jasni manifestaciji neke posebne vrste schematskega pogleda na literarno življenje 19. stoletja, ki pa je po mojem prisotno v vseh drugih razpravah, realizacijah in česar se lotevam bolj v disertaciji, v nekih takih interpretacijskih movih, ki jih naredijo, ki so mogoče bolj zabavni od tega, ampak je treba predolgo razlagati, ker je pač tudi nekega okolja. Tukaj sta pa res pozno prikazala to, kar jaz mislim, da se bo zgodilo. Torej najprej Boris Paternouk v tem tipologiji realizma v slovenski književnosti je to dikotomično shemo druge polovice 19. stoletja utemeljeval s pomočjo predhodnih obdobij slovenske literature. Zdaj, če zelo poenostavim, on reče, da je didaktični vzorec in nacionalna funkcija literature, to naj bi šlo iz razsvetljenstva, potem pa artistični vzorec in eksistencialna funkcija literature pa iz romantike. Zdaj ga bom po nesreči malo veliko povto, ampak predvarite sem, da sem vse predstavil. Razsvetljenstvo namreč zaradi svojega literarnega začetništva in zaradi nadvlade zunaj književnih, narodno-prebudnih in še posebej ljudsko-didaktičnih potreb, ni moglo dati estetsko razvitega, dozorelega, koherentnega literarnega sloga oziroma nobene čistejše stilne formulacije. To pomeni, da je bilo v izrazu neizčiščeno, ali lahko se reče stilno sinkretično, takšno, se pravi estetsko nedovršeno zastavitev slovenske literature, pa potem naglo prelomi romantika, ki konstituira poezijo kot poezijo in ustvari prvi estetsko zrel slog, ki se ga potem imenuje klasična romantika. V glavnem, pri Paternouk'u razsvetljenstvo in romantika na tej točki nekata veljati kot neka kontekstualizirana pojava, pač nista neke točke v razvoju, ampak postanete temu to, kar on reče, temeljna vzorca. In on ta temeljna vzorca uporabi v analizi, v bistvu mislim, da posebej lirike, druge polovice 19. stoletja. Se pravi, on pravi, zdaj ga pa res citiram, je spopad med nacionalno in eksistencialno funkcijo poezije eden temeljnih spopadov, ki se je dogajal tako rekoč v vsakem pesniku posebej vse od Levstika naprej. Do najbolj daljnosežnih in kriznih oblik je segel pri Stritarju, Gregorčiču ali Mlademu Aškercu. In ta heraklovski problem in muko slovenskega pesnika, ki je notranje postaje žrtev lastnega naroda, je najbolj neposredno formuliral Stritar. In tu se ponovno ugotovitev, da je bil pritisk razsvetljenskega modela iz preteklosti na slovensko književnost druge polovice 19. stoletja neprimerno močnejši kot delovanje Prešernovega romantičnega zgleda, čeprav je tudi ta puščal globoke in raznovrstne sledove. In to je zdaj ključni moment. Zato gre za literaturo, ki se nenehno vzpostavlja kot literatura, hkrati pa se nenehoma deliteralizira. Nenehno se obrača k umetnosti, a se potem po dokazi nacionalnih in socialnih potreb vedno znova se jo odpoveduje. Se pravi, literatura druge polovice 19. stoletja je bila po Paternouk'u razpeta med načelom avtonomne besedne umetnosti in deliteralizacijo, ki so jih vsiljevali ukazi nacionalnih in socialnih potreb. Ko recimo govori o Stritarju, on reče, da se je ta nek Stritarjev zagon v esteticizem, kar je res tam za zgodnega Stritarja, da se je zlomil v zavest o potrebah slovenskega bralca, ki je lahko prenesel zgolj preprosta in spodbudna literatura. In tukaj mislim, da je tu imamo naslov predavanja, da slovenski literarni avtor tega obdobja je omejen z didaktičnimi zahtevami po preprostosti in spodbudnosti in pod tiranijo nacionalistično-moralističnih imperativov je postal žrtev lastnega naroda, kot drugače pomeni. Drugi je Janko Kos. Zdaj, podobno kot Paternouk, je Kos razvoj slovenske literature v 19. stoletju dojemal kot boj nekih redkih, ambicioznih predstavnikov nečesa, čemur on pravi aristokratsko-humanistični pogled na literaturo, proti omejujočim normam demokratično-plebejskega občestva. To na eni strani je aristokratski humanizem, na drugi je pa plebejsko-demokratični humanizem. Tudi on pač, romantik s Prešernom prizna veljavo temeljna literatura
in konstituiranje estetskega razmerja v umetnosti, z jasno tezo avtonomnosti estetske sfere in njenih čisto posebnih in od vsako utilitarnost in eksplicitno moraličnost predvidenih funkcij. In druga polovica 19. stoletja je v bistvu pri koncu predstavljena kot neke vrste moratorij procesa estetizacije literarne umetnosti. To prikaže tudi, na primer, z opisom izginjenja pravoznake literatura, ki se v drugi polovici 19. stoletja se je ne samo, da se jih pridružijo, ampak celo nadomestijo oznake, kot so recimo slovensko slovstvo in književnost. Prvo iz besedišča hrvaškega idealizma, drugo pa kot srbsko-hrvaška izposojenka, nima veze. Ampak oznaka literatura je po tem, ko je uporabljal Prešeren spet v splošno rabo prišla ravno s Cankarjem okoli 1900, kar pa ustreza narativu, v katerem je druga polovica 19. stoletja neka nikogaršna zemlja, kot je reče Gos, ki je razpeta med dvema esteticizmoma in potem pač notranje pa slabo didaktično. In da se razgradi v bistvu rado veliko umetniško figuro od Cankarja. Da bi se mogoče še malo pojasnim, kaj Kosu pomeni ta recimo plebejsko-demokratični komunizem. On pravi, da takšno gledanje na literaturo se je zajedalo globoko v notranjost slovenskih literarnih del in zdaj se citiram, najdemo ga lahko v izbiri snovi, zgradbi motivov, v omejevanju zgolj na določeno motiviko in v izogibanju drugačnih. Še bolj kot osnovni sferi ga čutiti v idejah, etosu, v smislu, preživljenstvih in jim še dodaje določeno podobo. V vsebinskih predelih slovenske literature se prevlada plebejsko-demokratičnega komunizma kaže predvsem tako, da se je skoraj dosledno izogibalo vsega preveč individualističnega, izjemnega, nenormiranega ali nenormalnega, da ne govorimo o skrajno ekscentričnih oblikah aristokratskega življenjskega okusa, ki so bile v evropskih literaturah od časa do časa zelo pogostne in tudi značilne. Torej, po Kosovem mnenju so se vsi literarni avtorji v 19. stoletju primarno umeščali v idejni okvir plebejsko-demokratičnega komunizma in potem v nekarakterističnih ustvarjalnih zamatih, ki je zdaj pa nekomu uspelo poseči v sfero aristokratsko-komunistične estetike. Posebej jasno lahko pri temeljni značilnosti Kosove sheme vidimo v primerih avtorjev, ki jih opisujejo kot tiste, ki bi zaradi svojega umetniškega značaja, ki se lahko zavihteli v obešave aristokratskega komunizma, ampak jih je pri tem ustavila plebejsko-demokratična klima okolice. To so recimo tudi Prešeren, Cankar, ampak vmes pa recimo Stritar in Jenko. Ali pa zelo podoben narativ, če bomo kdaj se ukvarjal z Aškarcem. Aškarc in Stritar ima tako podobno razvojno linijo, ker se začne tista umetnika, potem, ko niste več to kul, pa pač postanete neka težna starca, ki piše ta ljudinsko literaturo ali pa docirate druge, da ne pišete prvo. V glavnem, to, kar Kos imenuje z aristokratskim komunizmom, pa trenutno z artističnim vzorcem ali pa eksistencialno funkcijo literature, kar sta mimogrede zelo ohlapna skoraj koncepta, fajn eseistična, je bolj kot tisto, kar spada v rajon procesov modernizacije literature, pa tudi vzpostavitve modernega avtorskega koncepta, če malce posodobimo besednjak. Težava s tem konceptom je pa že v osnovi, tudi zdaj v literaturi, da je zelo nejasen. Razpet je med tem, da je v bistvu njegova vzpostavitev v literarni zgodovini splošno pripoznana. Vsi vemo, da v 1980 stoletju se začne vzpostavljati nek modern tip avtorja, konceptualno pa ni čisto jasen, ker je pač ogromno pristopov k temu, kaj to pomeni. In recimo te moderne avtorski toposi so potem neka interiornost, individualnost, potem so izpričanja nenaučljivosti literarne sposobnosti, nujnosti pesniškega izražanja, potem bolj fantje stvari so recimo sprememba branjih navad, branjne kondicije in tako naprej. In če izvedemo katerega-koli izmed teh potencialnih kandidatov za neke znake razvoja modernega avtorstva, je zelo presenetljiva njihova prisotnost v pismih v drugi polovici 19. stoletja, z ozirom na to, kako na to vodijo literarna zgodovina. Ker
mislim, ni tako, da ta proces preči ta nesrečna nacionalistična epizoda, ampak če moderno avtorstvo razumemo kot vzpostavitev nekega bolj sociološko kategorijo, preprosto to, kakšne vrste je avtorski prestiž v nekem času, ta proces je nemoten, oziroma se zelo pač čudovito se vpne v to nacionalistično norijo, ki poteka v drugi polovici 19. stoletja. Zdaj, odkot sem pobiral epistemološke nastavke, kako se lotiti razgradnje te schematičnosti, ki predstavljam pretenuje Engosa, je pa tista druga raziskovalna spodbuda, ki je povezana z branjem raznih zgodovin avtorstva. Tukaj je res veliko izbire in večina stvari sem zdaj naročil v Slovenijo, tako da se lahko navedete slovenistike sposobne. En moj ljubših literarnih zgodovinarjev je Jeffrey Turnovski, nek Američan, ki se je sicer največ ukvarjal s francosko literarno zgodovino, specializiral se je za 17. in 18. stoletje. In zdaj, če v razvojni shemi slovenske literarne zgodovine 19. stoletja kot nek intuitivno predmodern avtorski moment predstavlja nacionalizem, zapravo tisti trigger za literarne zgodovinarje, da ne morajo se izreči, ali gre za proces modernizacije avtorstva, pa za 17. in 18. stoletje, sploh 18. v francoski literarni zgodovini, podoben impuls ali pa trigger za literarne zgodovinarje je galantna kultura. Zapravo ta neka tradicija skromnosti, samoponižujočih gest, salonske normiranosti, subtilnega umikanja avtorstvu, zavračanje honorarjev, patetične zahvale med cenom, te neke montenovske izpovedi, basically nekih vzvišenih bontoniranj, kar je moja beseda. Turnovski ima na to temo veliko prispevkov in mogoče edinega, ki bi ga izpostavil, je na naslov Authorial Modesty and its Readers iz 2011. In tam je poskusil redefinirati funkcijo teh galantnih, skromnostnih topusov v literarnem življenju tam že 17. stoletja v Franciji. In v bistvu ta izrazito predmodern princip avtorskega samopredstavljanja nekako pobota s posttraumatičnimi koncepcijami avtorstva, se pravi s modernim avtorstvom. S tem je, kot poudarja, poskusil se distancirati od teleoloških pristranskosti paradigme rojstva avtorja oziroma uveljavljene agende zgodovine avtorstva ter na novo obravnavati gradivo, ki je bilo pa njegovo izključeno ali napačno interpretirano. In s tem je tudi spontano naslovil nejasnosti glede tega, kaj naj bi moderni avtorski koncept sploh bil. Ker pač, ko je na ta način pristopil k temu, se je izgubila ta neka samoumevnost tega, o čem govorimo, in mi zdi, da je njegov opus presenetljivo en izmed bolj jasnih konceptualnih prikazov tega, kaj ne bi to bilo. In če malo drugače povemo, on je uveljavljanje modernega avtorskega koncepta je poskusil razumeti v luči kontinuitet z vrednotami pa obnašanji zgodnega novega veka, namesto da bi iskal zdaj nek oster prelom z njimi. In potem on tudi problematizira umeščanje te prelomne točke v 18. ali pa 19. stoletje, ampak zanika, da bi sploh do preloma prišlo, ampak da pride do samo novih formov sodelovanja teh intuitivno nasprotnih avtorskih strategij. In kar naredi v bistvu, da pogleda onkraj neke knee-jerk reakcije literarnih zgodovinarjev, ko srečajo intuitivno predmoderne avtorske postopke, recimo samo povezovalnega predgovora in podobno. In zato njegov ključni koncept je koncept anti-avtorskih gest. To so to je repertoar protokolov, s pomočjo katerih se avtor distancira od svojih knjig. To so ravno te, kot sem že rekel, samoponiževanje, predgovori, anonimne objave, potem ta performativno zavračanje plačila, ali pa saj neka indiferentnost do plačila honorarjev. In on v bistvu hoče prikazati bolj globok kontekst takih gest. In on naslavlja neko starejšo literarno zgodovinsko tradicijo, ki so, sem prebral to, ampak so avtorji, ki prisežem, da
ne bi rad izgovoril. In eni Alain Viala, in so še trije, ampak on je tudi najbolj pomemben, hvala Bogu. In oni so pogosto razumeli to rojstvo novih literarnih etosov, so razumeli kot pogojeno z umikom starih vrednot in obnašanj. Se pravi, galantna kultura mora izginiti, zato da se avtor osamozavesti in začne pisati kot jaz sem avtor. Kar je pa dobro znano tudi ta pure zgodovinarski twist, je pa to, da pogledaš, koliko dolgo ustrajajo neke te družbene vzorce aristokracije, kar je ponad bizarno dolgo. In torej odsotnost antiavtorskih gest je ponad interpretirana kot odločilna zanimka modelizacije avtorstva. Trnovski pravi, da je to vprašljivo in da sta fenomena, se pravi, na eni strani te antiavtorske aristokratske geste in na drugi strani neke, ko jih v kontekstu vidimo, neke popolnoma moderni avtorski postopki, so pač nekonfliktno so postavljeni v 17. stoletju. Kar pa je spravno kot nek povezovanje intermezzo, da je res tudi pri nas za drugo polovico 19. stoletja, se pravi, da znotraj tega deklarativno nacionalističnega utilitarnega odnosa do literature se skrivajo ful močni indici za relevantni del procesa modernizacije avtorstva. V glavnem. Torej, oris takih prelomnih obdobij med dvema avtorskima kulturama je pri Trnovskem osnovan na vrsti analize, katero osnovni namen je, da ugotovi, kolikšen delež elementov modernega avtorstva je poleg starih predmodernih elementov vključenih med legitimacijska orodja, s katerimi so si avtorji na nek način, s katerimi so preformirali literarnost. Zanimalo me je, kako so predmoderni elementi ostali del nečesa, kar on že dojema kot moderna avtorska kultura. Recimo, pri interpretaciji modernizacije avtorstva je ciljno nadomestil predstavo o umetniku, ki naj bi svojo pripadnost prestižni identiteti značilni za predmodernost, se pravi literarni identiteti, kar je ponet on, tudi literarni identiteti. Se pravi, to predstavo, včasih je bilo značilno za literarni identiteti, so rekli, da to predstavo pusti za sabo, da je postal umetnik. Trnovski pravi, da je značilno za modernizacijo avtorstva, da je nekdo izkazal pripravljenost, da se kot on predstavlja na podlagi, namesto navkljub nečesa, neke moderne strategije, recimo participacije na knjižnem trgu ali pa drugih vrednot obnašanj nazorov, ki so v temelju moderni. Se pravi, pisatelj išče kredibilnost s tem, da razglasi, namesto da zakrije svojo odvisnost od knjižnega trga. Zdaj jih povem. Ampak kar je pa v bistvu bolj pomembno, bolj fanti vezan Trnovskega je, se ukvarja tudi s knjižnim trgom, ampak me najbolj zanimivo je ta pristop, ker on v bistvu se ukvarja z pravno kulturo in zgodovina branja je to, kar pogost pristop. In on je naredil nek koncept, ki mu je rekel neointenzivno branje. To je priredba neke interpretacije eksplozivnega povečanja knjig na nemškem v poznem 18. stoletju, ki je tam v začetku 70-ih Rolf Engelsing naredil. Mislim, da je naslov knjige je Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit. V glavnem, vloga tiskane besede v vsakem življenju se je konec 18. stoletja izrazito povečala in vsi komentatorji po Evropi poročajo o strahu pred neko bralno manijo, pred bibliomanijo in tako naprej. Tukaj imam nekaj podatkov o tem, kako se je število knjig v katalogih na Leipziškem knjižnem sejmu povečalo, ampak bomo spet postavili. V glavnem, premik, ki se zgodi konec 18. stoletja, kar pravi Engelsing, je iz intenzivnega v ekstenzivno branje. Intenzivno branje je pogojeno to je srednjeveško branje, recimo, z relativno redkostjo branega materiala, pa z močno družbeno vlogo religije.
Se pravi, to ni branje, ker ti pridobivaš informacije, ampak je samo branje orodje reafirmacije verovanja. Pa tudi vključevanje bralca v neko neliterarno širšo skupnost. Potem intenzivno branje je pa konec 18. stoletja nadomeščeno z ekstenzivnim branjem, ker pa tako, bralec vsak tekst prebere enkrat, največ uživa v tej izkušnji in te informacije se premakne na naslednjega. Potem Engelsingova teorija je bila presežena, ker govorijo pač kaj pa roman, ker roman, ki vznikne tudi v 18. stoletju, zares predvideva neko globoko zamišljenost, množična branja, kontemplacijo, serije uživitev velike. In Trnovski na tej točki reče, ne, pač nisem motil, ampak treba dodati še neointenzivno branje, kar je pa nekaj, kar ni vezano na starejše modele intenzivnega branja, niti ni v nasprotju z ekstenzivnim branjem, ampak on to razume kot neko spet nek indic modernizacije avtorstva. On se nanaša na neke ugotovitve študije o Rousseauovem občinstvu, ki mu obsesivno piše pisma in govorijo, razumel sem tvojo dušo. In on v bistvu to novo formo profesionalne pisateljske identitete gleda skozi artikulacijo nove funkcije knjig. Se pravi, ko gleda to neintenzivno branje, ugotovi, da funkcija knjig se spremeni, ker jo zdaj ljudje zares dojemajo kot neko vozilo od individualnosti avtorja do njihove individualnosti. Pač nekdo jim nekaj sporoča, vse nekdo, ampak nekdo jim nekaj sporoča in oni lahko njemu pišejo. In ko enkrat naredi ta obrat, se pravi, da se obrne na reinterpretacijo bralne kulture za razlaganje nekega aspekta modernega avtorstva, mu je veliko lažje potem naslavljanje teh, kako nepomembne so v resnici te aristokratski elementi, ki so jih izpostavili tudi literarne zgodovine. Recimo, če ima neka knjiga še vedno performativno samoponižujoč predgovor, je to relativno nepomembno, če vsi bralci pač vejo, kako brati to knjigo in berejo izrazito moderno, ali pa berejo tako, kot pritiče neki avtorski modernosti, kot jo tisti literarni zgodovinarji zagovarjajo. In jaz načeloma to iščem v pismih. Jaz iščem, se pravi, probam mižati skozi ta nacionalistični cringe in ugotoviti, tukaj pa on piše o nekih izrazito modernih stvarih, dobro, zraven tudi ponavlja, da je orodje nacionalnih energij ali nekaj, ampak bolj me zanima povezava med tem in kako spregledati neke stvari, ki so, če gledamo sam razvojne linije tekstov v slovenski literaturi so zelo relevantne, če pa se premaknemo na neko izkušnjo avtorstva, ki je povezana s socialnim prestižem, načini branja, funkcijo knjig, kot reče Trnovski, se pa da na novo celebrati cele literarne zgodovine. Se pravi, na to obdobje na drugo polovico 19. stoletja probam ne gledati kot na neko vojno med dobrim in zlim, med estetskim in utilitarnim. Zaključil bom nekako tak, da ponovim naslov in začetek tisto, kar sem omenil. Slovenski avtor druge polovice 19. stoletja nikakor ni žrtev naroda, ampak je na nek bizaren način slovenski literarni sistem ravno s tem, da je bil narodno zaveden, pa vpet v neko nacionalizem, pomaga upeljati moderno estetiko, če je zelo prenastavljeno te stvari. In v bistvu, kar je tudi taka splošna zgodovinarska poanta, je to, da je brez veze pisati neko vrednotensko težko zgodovino z nekim zgodovinskim čejem. Se pravi, kaj če ne bi bili vpeti v neko politično dogajanje, kaj bi bilo potem z njihovo ustvarjalnosti. Se pravi, moja osnovna teza, če nekaj ponovim, je to, da se modernizacija avtorstva, ta proces se odvija ob vseh drugih perturbacijah tega stoletja
In kar je pomembno, je to, da pač pravico do evokacije te ideje si pač lastijo do recimo 1895 pa do 90 let 19. stoletja ljudje, ki so eksplicitno nacionalistično zavedni, nacionalno zavedni, potem se pa to začne spreminjati, ampak ta razvoj pa nikakor ni bil okrnjen vmes, ampak se je pač razvijal na drugačen način, se openjal na druge politične forme. V glavnem, to je to. Vprašanje? Cross-referencing, after Ja. Čisto, mislim, to, kar razlagaš, bi imel samo jedno kratko vprašanje, a literarna zgodovina bere literaturo? Ja, jaz imam odličen primer za tega. Imam nek intervju s starim Paternojem, ki sem omenil, zelo kratka imam intervju z njim, ker je gospod star 96 let. In on, jaz mislim, da ni nekaj nastrojen kot mora biti literarna zgodovina, ni ravno navdušen od mora biti literarna zgodovina in njegova poanta je ravno to. Jaz bom postavil vprašanje v intervjuju, ki mu ga bom poslal, je to, a je vplival na izbiro ali pa na način, kako je on obravnaval literaturo, kako jo je bral. Ker recimo njegova osnovna motivacija za literarno zgodovino je šla prav iz te njegove partizanske epizode, ko je pač nek SS-ov kam nekoga je v šamarju, ker je govoril slovensko in izhaja neka ljubezen do ohranitve jezika in potem tudi ljubezen do literature izhaja. Pač to so vse meša, medtem ko jaz lahko gledam na to obdobje, zato ker so mi te knjige toliko tuje. Pač jaz nimam osebnega odnosa do skritarja. Jaz sem tudi v gimnaziji, zaradi profesor sem odlačil zelo sodobni literaturi in jaz mislim, da večina je javno. Jaz mislim, da večina jih bere, za par eksplicitno, ne, recimo Hladnik ima tak odličen princip, ker on se je ukvarjal z, recimo kako on gleda na mehanizme kanonizacije, on prebere recimo Antona Kodra pa Jurčiča, Jurčič je kanoniziral na to, Kodr ni pa reče, da se ni pa zdaj, ker sem tako lahko temelji dovolj literarno vedno, ampak se mi zdi, da se šele zdaj z mojo generacijo, da se začne razvijati to, da se eksplicitno je ne bere. Jaz še vedno berem to, pač veliko tega berem, ampak da se ne, da to mogoče, da se način, kako to vpliva na metodologijo, se spremeni. Pač pri meni je to samo, jaz lažje gledam to kot na neko sociološko dejstvo, pa še lažje kot sem prej, ko pač tudi jezik je že zdaj spremenjen. Nisem nekaj najbolj govoril. Ne, se dobro pametiš, kaj malo ciljam na to, ko preneseš neke eksterne dejavnike, ki prečuješ kot zgodovina, pa ne ti, ampak človek, ki se s tem ukvarja, v neko imanentno samega teksta. Koliko so to realni faktori samega pisanja? Recimo, to je z nekim vplivom trga pa avtorstva. To, kar smisli, da pač to ni nujno ločeno. Ampak po eni strani vlada ne more biti ločena v nekem obdobju, ko se pač trg toliko razširi, oziroma ko pride neke rešitve kapitalizma. In moje vprašanje je, na kakšen način folk upošteva trg? A je to sami, da hočeš pisati na ta način, da boš najbolj prodajan, da boš pač nek masoven avtor, ali pač moraš pisati ene stvari, recimo, da prodaš in zaslužiš denar, pišeš pa še druge stvari, ki pa v resnici niso vezane s tem. A veš, čisto kako se mi zdi, da so tako dosti kompleksni odnosi med zunanjimi in notranjimi dejavniki. Tako mi je zanimivo zato, ker v bistvu dostikrat se ful poenostavlja, kot da nekdo pač sam piše za trg. Mislim, ta klasična interpretacija, zakaj je to pomembna točka v zgodovini avtorstva, imaš ponavadi da izklip Rusijo od druge polovice 18. stoletja, imaš ti ogromno izobražencev, ni več mecenov in pač oni podajo se na neke vrste vzhajajoč trg. In bolj kako naredijo atraktivno svojo osebo, je da v bistvu da vplete te moderne avtorske kompose. V smislu, pač ti naredi svojo legitimnost, da te bo nekdo bral ne s tem, ker te nekdo podpira, ampak zaradi tega, ker trpiš zaradi vzpostavitve trga. In je v bistvu
ne vem točno, kakšen je odnos med tema dvema stvarima, ampak se mi zdi, da je bolj, kot da je trg posledica tega razvoja, kot da je trg to spodbudil. No? Veš, kaj mislim? Pač, da je v bistvu trg bolj, valjda je posledica razgradnje nekega feudalističnega reda, ampak je pa tudi eksplicitno literarni trg je posledica pač umankanja mecenom, mislim, po moje. Ljudje pa pač malo hoče brati. Hvala. Ne, v bistvu to tvoje paralelno branje literarne zgodovine pač na Paternuju pa Kosu si to pokazal, pa me zanima, če imaš v disertaciji tudi pač problematizacijo Prešernovske strukture, oziroma kako se to umešča, pač, to je pa neka druga linija, ampak prek Pirjevca, pa zdaj je še vedno aktualna, in prek Juvana in Doviča. Ne, kar. Glih sem bral nekaj fajn članek, na temo Dubravke Žurič. V glavnem, to je pa še ena linija, ki je pa enako produktivna, ker mislim, da je ravno gre Pirjevc, potem pa Vrečkama, mislim, da tudi potem Kosovo-Lelovsko strukturo in tako. To je, kar se meni tiče čisto estetsko odločila, zato ker se mi ta teksta všeč, ampak v bistvu poanta je pa popolnoma enaka. Tako da, in res, jaz mislim, da je neka, zakaj se je popisalo, cel prav v 50-ih, je to, da so mladi literarni zgodovinarji, ki so prišli na faks, so na nek način bili zelo ovirani s to kidričevskim pozitivizmom pa biografizmom in na nek način je bil presežek konteksta. In pač, da si ti vrnil tekst nazaj, bi treba nek kontraudar in tukaj je prišlo po mojem do vseh teh teoretskih bratov, ki so bili pač zelo dominantni, ker so to zelo dobri literarni zgodovinarji. In pač potem se tudi pri nas je pa zgodil z Dobičem mogoče, pa se je pa zgodil kontraudar, ko imaš potem empirično literarno znanost in tako. In zdaj ne vem, zdaj se pač ta nasprotje se soto mirijo, kaj. Je pa res, tudi jaz, ko sem prišel na oddelek, pa sem načeloma zgodovinar, je to tako, ali ljudem zelo všeč, ali ljudem to všeč, ali so pa tako, ja, kaj pa esenca literarne zgodovine tekst. Tako ne, se jaz tudi berem, sem nikoli, da v bistvu zavračam. Ljudje se zelo, jaz mislim, da ljudje, ki imajo težavo, da se postavijo na neko stran vede, če zaradi moči svojih tekstov ali karkoli, se ponad uren prislinja na neko obliko. Saj sem tudi podoben, mislim. Pač moraš iz neke radikalne pozicije pristopati k gradivu in kar se mene tiče, je to povečano produktivno. No? Se pač dve struji fajtata na televizijski interpretaciji in potem se pač vsakič znova lahko piše produktivne članke, kaj bolj prav.